Živjo, moje ime je Eva in danes bomo ustvarjali eno likovno delavnico. Za delo boste potrebovali voščenke, jaz imam tukaj oljne pastele, potem zaškarje, razne sponkice, lahko so take za papir, kemični svinčnik, papir in pa vložne mapice. Pa se kar lotimo dela. Za začetek bomo odrezali robove vložnih mapic, zato da dobimo samo eno plast. Evo. Takole. Zdaj pa zberemo svoje najljubše barve in kar na debelo počečkamo mapico z voščenko. Torej, lahko uporabljamo različne barve, eno čez drugo, eno zraven druge, ni pomembno, važno je, da je dovolj barve na mapici. Zdaj, razni rumeni, svetlo rumeni odtenki pa beli se bojo zelo slabo videli na belem papirju, tako da predlagam, da pač uporabite neke kontrastne barve temu, kar barvi papirja, no. Torej, recimo temno modro bom jaz dala, pa dajmo še malo rdeče. V bistvu gre za ene vrste grafično tehniko, ki jo neka alternativa, neka alternativna grafična tehnika, no, bi rekla. Evo, jaz grem kar tako čez, pa malo čez modro. Važno, da je čisto vse zapolnjeno. Takole. Evo. Ok, naslednja stvar pa je, da položimo list papirja, na njo položimo z povoskano stranjo mapico. Takole. Čez pa bomo položili še en list papirja, na katerega bomo dejansko risali. Zdaj, jaz sem si že danes narisala eno tako ptičko, ki jo preprosto položim gor na papir. Sponkam pa dobro pripnem, da se mi vse skupaj ne premika. Spnem v bistvu vse tri plasti skupaj. Takole. In zdaj grem s kemičnim svinčnikom kar močno čez mojo risbo. Tako. Določene dele lahko tudi pobarvam. Ustvarjam pa predvsem linijsko. Torej, ustvarjam linije bolj kot ne. Tule bom dodala še malo barve na trebušček. Tako. Narišem še vejico, na kateri ptiček stoji. Zdaj, za motiv bi lahko zbrala karkoli, ne. Preprosto pa vam hočem pokazati, v bistvu glavni je tale rezultat, ki ga boste zdajle videli. Dele, ki jih bom bolj pobarvala, bojo bolj obarvani. In tudi debelejša linija se bo bolj poznala. Tako da določene dele recimo poudarimo. Na ta način, recimo damo še tukaj en listek. Takole. Evo. Zdaj sem šla s kemičnim svinčnikom sem šla čez vse to. Zdaj bomo pa pogledali rezultat. Torej, to je tale plast. Tukaj spodaj se pa skriva ena taka risba v barvah tele obarvane mapice. Zdaj, to bi lahko nadaljevala tudi v tem smislu, da bi dodala recimo mapico pobarvano v črni barvi, na primer. Torej, recimo bom nadaljevala takole. Mapico pobarvam samo s črno. Recimo na tem delu. Tako. In bom še enkrat šla risati čez. Malo bolj kompleksna naloga.
Torej bom šla takole dala spet čez svojo risbo. Ptičko spet čez. Pri tem pazimo, da se robovi lepo poravnajo, da bo risba kar se da podobna prejšnji. In pozicija takole. Recimo dodamo še tokrat listke v črni barvi. No, zdaj me pa prav zanima, kako bo tole izgledalo. Pa poglejmo, evo, pa se je še črna preslikala gor. Tako, zdaj pa je na vas, koliko boste s tem eksperimentirali. V bistvu je tole risanje čisto brez meja. Lahko uporabljate barvne papirje za podlago, lahko rišete z večjimi barvami, lahko delate samo z eno. Z veseljem bi pa videla vaše rezultate, zato lahko jih v komentar prilepite, bom vesela. Se pa vidimo tudi kmalu v Pionirskem domu na kakšnih slikarskih delavnicah. Lepo se imejte!